Veseljakov VIP petek. Ja, en lep dober dan vsem skupaj. V tokratnem VIP petku gostimo izjemno gospo. Ženo, mamo 4 otrok, babico, 5 vnukom, avtorico številnih knjig. Danes gostimo učiteljico, ki je svoj poklic sicer hitro opustila, ljubiteljsko novinarko, nekdanjo radijko, ki je tudi ljubiteljska zgodovinarka, poznavalka življenja nekoč in danes, predvsem pa ženska, ki svojimi zapisi in iskrenimi izjavami pogosto vzame dih. Že od nekdaj ima rada prepovedane teme in tukaj je verjetno tudi razlog za to, zakaj je postala prva Zemljanka, ki je v knjige nanizala nešteta pričevanja o spolnih praksah in življenju v preteklem stoletju. Vse to je zajela kar v 5 knjigah z naslovom Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki že z naslovom tako pritegne, da je ni mogoče samo pustiti na polici. Pričevanje o življenju naših prednikov je odprla teme, o katerih se desetletja sploh ni govorilo. Preden se lotimo teh zgodb, pa bomo najprej spoznali gospo, ki jih je zapisala. Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič. En lep pozdrav, dobrodošli na Veseljaku. Kako ste kaj? Hvala lepa, zelo dober. To pomeni, da sem lahko šla od doma, da se lahko malo potepam, da lahko doživim to prečudovito stanje na slovenskih cestah. To je res izjemna izkušnja in če se zraven tega še malo nasmejim, to pomeni, da tudi to, ob čemer drugi preklinjajo, pač vzamem nekaj, kot se pač ljudem dogaja na tem ljubem svetu. Verjetno je pomembno v življenju, da se znaš nasmejati, tudi če so težki trenutki, da znaš stopiti mogoče na stran, pa tudi tista pozitivna čustva prebuditi. Ne? Ja, seveda, ker vse te zgodbe, ki so za menoj, ki sem jih slišala, so pravzaprav, če sem zelo odkrita, se jih je toliko nakopičalo zaradi tega, ker sem 30 let nazaj mi je umrl sin in takrat sem rabila nekoga ali nekaj, da mi je zamotil misli in da me je odvrnil od vsega hudega in prihajali so ljudje, ki so prinašali še težjo prtljago, kot je bila moja in nekako, bom rekla, so mi pomagali, da sem stala in obstala. Torej, so bili oni vaši terapeuti in vi njihovi. Tako je, veste, ker žive zgodbe so tiste, živi ljudje so tisti, s katerimi se mi pogovarjamo in nam pomagajo, da se tudi mi osebno počutimo drugače, da pozabimo, da odmislimo in nenazadnje se iz teh pričevanj svojih sogovornikov tudi česa naučimo. Niso to samo različne knjige, ki jih vzamemo v knjižnici, pa velikokrat niti ne razumemo, kaj avtor želi povedati. Jaz zmeraj rečem iz lastnih izkušenj, daj se vse, pogovarjaj se, spij en kofe, malo preklinaj vmes, če ne gre drugače. Na koncu si daj roko, objem si, pa se reč temu, ki ti je krajšal čas, tako strašen sem ti hvaležna, da sem ob te pa pozabila, se česa naučila, ker prav to je, bom rekla, eno misel, ki mi je enkrat eden povedal, jaz upam, da jem znala prav povedati. Je rekel, da ljudje umremo dvakrat. Prvič takrat, ko nas zakopljejo, drugič pa takrat, ko nikogar več ne zanimajo naše zgodbe. A ne? Zato je tako pomemben, da si jih delimo med seboj in da se jih iz njih tudi česa naučimo. Zelo zanimiva je tudi vaša življenjska zgodba, kako je sploh prišlo do vsega tega. Vi ste v osnovi učiteljica, a ne, bili. Se je verjetno kdo drug to zaželel, mama morda, a ne? Koliko ste, 2 leti ste zdržali kot učiteljica? Zdaj bi še malo manj, ne? 2 leti sem zdržala, ampak bil je razlog, da sem zamenjala službo in šla takrat v banko delati da nisem imela šoferskega izpita. In če bi imela takrat šoferski izpit, verjetno danes ne bi tukaj stala.
A ne, zaradi take malenkosti se ti življenje obrne na glavo. In sem bila dejansko res, ker sva z možem živela v Podgori, to je en zaselek z nekaj hišami in za vsako figo si moral iti od doma na avtobus in se spomnim, je takrat vozil en šofer, ki so mu rekli Sršen, in on je imel navado, da je avtobus v trenutku stal, to so bile ceste ozke, kot kakšne kozje poti. In tega me je bilo tako groza in prav tudi zaradi tega sem potem sprejela to službo na banki, kjer je bilo od začetka zelo po domače. Se spomnim, v rudniku urana v Gorenji vasi so delali delavci iz tega Medžimurja, to so bili taki fajn ljudje, ko jim je bilo po šihtu dolg čas, pa so tam ob šalterju počakali, pripovedovali svoje zgodbe. To pomeni, da je bilo že to delo prepleteno z vsem tem, kar sem pozneje praktično je postal moj način življenja. Zelo lepo. Ste bila pa tudi radika, ne? Precej dolgo časa na Radiu Sora. 30 let sem bila na Sori. No in začela sem tako, da sem začela pisati pravljice iz Zakajčkove ulice in še danes, če vprašate v Žireh kogarkoli, ki je malo starejši, ki je Zakajčkova ulica, vam bojo takoj vedeli povedati, to so bile zgodbe o mojih otrocih, o njihovih prijateljih, o vseh teh vragolijah, ki se jih počeli, več kot 600 teh zgodb se je nabral. Ampak večina teh prvih je bilo napisanih na roko, ker nisem imela denarja, smo istočasno tudi hišo zidali, sem jih pisala na roko, potem sem dobila pisalni stroj in šele potem okoli leta 90 tisti prvi računalnik, ki je bil tudi ena posebna izkušnja, ki je bil, vem, da je bil okoli 5000 nemških mark in jaz naivnica sem rekla, se kom tega prodalam, dala samo še 100 nemških mark zraven pa v nov. Pa je rekel prodajalec, da ta vaš računalnik pa ni vreden druzek, da ga vržete na odpad. Tako da to radijsko delo me je zelo bogatilo tudi zaradi tega, ker me je računalniško pismenilo, ker sem imela same fante za sodelavce in oni so malo tudi z nagajivosti me pelali na kakšno internetno stran, kjer stara mama ne bi smela biti. Tako da so mi pa pomagala. In veliko, jaz sem bila rada v nočnem programu, v Snopu. V Snopu je bilo božansko, ker so se ljudje odprli. Tudi jaz sem to izkusila. Ja, veliko zgodb so mi povedali. Vem, da je bil en Franček tam nekje iz Kozjanskega, ob 3 zjutraj se je oglasil njegov petelen. In vsakič smo čakali do 3 in če se ta petelen ni oglasil skupaj s Frančkom, čak mal, aj še živ, aj petelen slučajno poginil. Tako da, no pa te moje, bom rekla, poslušalce sem tudi obiskovala. Med njimi je bila tudi ena gospa, ko je bila še služkinja pri generalu Majstru, potem so bile ene gospe, ki so tako kot te Aleksandrinke na Krasu, one so služile v Zagrebu pod zelo težkimi pogoji. Veste, v 50 letih se teh priložnosti je že preko radijskega dela nabral nešteto. In bolj jaz radovedna, pri tem radijskem delu je pa tako, da prideš k enemu in ti pove za 2-3 druge. In potem se zelo hitro razširi ta krog. Greš na vse konce in to se mi je tako fajn zdelo, ko danes pogledam, kje vse sem že bila. In potem ugotovim, da sem bila tudi v takih krajih, ko se
tudi podrazno danes ne bi več z avtom upala pelati, ker so bile to prepad na eni strani, prepad na drugi in potem je bila ena koča tam nekje, do katere si moral iti peš, ampak tam so se začeli tisti nepopisni lepi trenutki, ko so se ljudje odprli in povedali stvari, ki jih še nobenemu niso, zlasti so bili to zanimivi doživljaji iz pred druge svetovne vojne, hlapci, dekle, mi teoretično danes se nam zdi, da hlapcev pa dekl po drugi svetovni vojni ni bilo več, kar je velika laž, glih tako so še bili, zlasti dekle, ki so služile pri teh elitnih predstavnikih takratne družbe v 50-ih, 60-ih letih. Tako da, veste, odkrivaš tiste drobne skrivnosti, kot ti vse tiste kulise, o katerih se učiš v šoli, ti nekako podere in ugotoviš, da je Potemkinova vas ni bila samo tam nekje v Rusiji, ampak da je bilo veliko tudi bliže. Mogoče predno se dotaknemo vseh teh zgodb zbranih v knjigah. Še za trenutek gremo na vaše otroštvo. Kaj ste si pa vi želeli biti kot otrok? Kaj ste rekli, jaz pa, ko bom velika, bom to po poklicu? Novinarka. Aha. No, samo ne bom povedala, kaj je rekla moja mama za novinarski poklic, ker so mi strogo prepovedali in v bistvu sem bila kasneje hvaležna, da je do tega prišlo. Ker če bi bil novinarstvo moj poklic, potem se tega poklica prej ali slej naveličaš. In skačeš malo sem, malo Bog ve, kaj bi počela. Tako je bil pa vaš hobi, Tako je bil pa moj hobi in potem ko mi čakaš, da nekdo drug prevzame skrb za varstvo otrok in da ti nekam greš. In ker je to hobi, nisem imela nikoli tistega občutka, da moram biti strogo po pravilih, ki so jih od mene zahtevali. Lahko sem delala malo po svoje. Včasih sem bila zaradi tega kaznovana. Recimo v nočnem programu v Snopu je bilo nekoč tako, da so bili, da si moral imeti poročila vsako uro. No, ampak ker so bile zgodbe, ki sem jih pripovedovala, tako zanimive, da smo komaj 2-3 muske zavrteli od polnoči, ko smo začeli, pa do 5 zjutraj, ko smo nehali, no pol pa približno pol leta ali pa mogoče še malo več, mi je urednica prepovedala, da zakazen, ampak se mi ni bilo žal, moram povedati, da mi ni bilo žal, ker sem pač potem upoštevala pravila, vsaj kar se teh poročil tiče. In so potem bili zadovoljni. Jaz upam, da so bili. In je bilo tako, kot bo zdaj tudi pri nas. Tudi pri nas smo radio in televizija, tako da si bomo zdaj privoščili nekaj glasbe, malo diha. Potem pa skočimo na vaše knjige, ki ste jih prinesli tukaj s seboj. Zbirka knjig Ogenj, rit in kače niso za igrače. Odkot ta naslov? Kakšne so zgodbe, ki so v njih? Ali so res samo o spolnih praksah ali tudi drugih zgodbah, tudi prijetne ali samo neprijetne? Kako je do tega sploh prišlo? Vse to v nadaljevanju. Tokratna VIP gostja je Milena Miklavčič. Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič. Res je in bom kar prebrala napovednik iz prve knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Takole piše pisateljica, novinarka in publicistka. Že vse življenje živi in dela v rojstnem kraju v Žireh. Njen življenjski moto pa se glasi: vsaka še tako slaba stvar je za nekaj dobra. Teh besed se drži kot klop, saj prinašajo zadovoljstvo, moč, radoživost, dobro voljo in veselje do življenja. Je prva, ki se je zgodbam o intimnem življenju prednikov posvetila širše, a z vsem spoštovanjem, obenem pa tudi z občutljivo tankočutnostjo do najbolj ranljivega, kar se lahko zgodi med dvema človekoma. Še zmeraj spodbuja tudi druge, da raziskujejo lastne korenine, dokler so tisti, ki lahko še kaj povedo, še živi. Za svoje literarno delo je prejela tudi več nagrad in
to ne preseneča. Milena Miklavčič. Ja, ampak to so bile nagrade za druga dela, to se pravi za nagrade za v življenju sem napisala 3 pesmi in vse 3 so bile nagrajene s prvimi nagradami. Potem za te otroške knjige sem dobila nekaj nagrad v Avstriji. Potem te nagrade, ko jih podeljujejo, bom rekla, tudi recimo ta za 3. življenjsko obdobje, za moje, bom rekla, kako se že temu reče, življenjsko delo, takrat je bila, se spomnim, Maja Korošak, me je predlagala za vse te zgodbe, ki so potem pristale tudi v prvi knjigi in bile objavljene tudi v Naši ženi, vsaj nekatere. Pa vendar je moje delo, bom rekla, tiste sorte, zlasti te zgodbe, da se jim ljudje najraje izognejo v velikem loku. To pa zaradi tega, ker smo mi Slovenci še zmeraj zapriseženi molku. In vemo, da se o nekaterih stvarih mora molčati, da se zlasti o teh zgodbah ne govori. Zaradi tega je pa to toliko travm znotraj družine. Jaz se spomnim ene zgodbe, bom zelo na kratko povedala, ker se je neko dekle, to se pravi, danes je stara 40 let, poročilo in je moža vsakič, ko se je dotaknil, tako le frcala po rokah, da ne da roke stran. In potem je hodila na psihoterapije in ni mogla ugotoviti, od kje izvira. Ta občutek, da se je mož ne sme dotikati ne med nogami, ne po prsih, in potem je glih tole knjigo dobila v roke in je eno zelo podobno zgodbo o tem, kako so tudi mojo generacijo učili, da je to grdo, da je to nemaren, da je to, da si, če se umiješ po spolovilu, si moraš iti še ekstra roke umiti. In ko je to prebrala, je ugotovila, čak se ne skriva. Se me je mama tako učila. In je bila pravzaprav na nek način ozdravljena in sta tudi z možem lažje našla ta skupni jezik in sta skupaj pač začela zapisovati te zgodbe. Zdaj ne vem, je že objavila jih te zgodbe v knjigi, a jih še ni, ampak to veste, da ti ugotoviš preko teh knjig, da nisi ti kriv, da so te tako učili, da si tako odraščal in da tudi tvoji starši so tako odraščali in da s tem prekineš to omerto molka znotraj lastne družine, to je največ vreden. Zelo pomembno je to, ja, pač nekateri smo malo bolj radovedni, drugi pa malo manj, nekateri imajo malo več občutka za to, da iz koga kaj izvlečejo, a ne? Vi ste to imate in ste zapisali v te knjige, ki so dostopne vsem, tako lahko prebirajo tudi tisti, ki se ne znajo pogovarjati, ne? Ampak prej ste omenili, da o teh zgodbah ljudje ne upajo in ne želijo govoriti. Ja, glede na to, da imate zdaj že 6. knjigo tik pred izidom z istim naslovom Ogenj, rit in kače niso za igrače, očitno ljudje pa kar radi se odprejo. Kaj ste jim obljubili, da se vam tako zelo odpirajo? Nekdo mi je enkrat rekel, da sem kot kanta za smeti. To pomeni, da pridejo k meni, mi pustijo svojo zgodbo in odidejo. Enkrat mi je ena gospa prinesla en tak kamen, tam iz Soča, tam nekje iz okolice Kobarida, in gor je bil narisan metulj. In je rekla, no, ta metulj predstavlja mojo zgodbo in prosim, da ta kamen ti paziš, da slučajno ta metulj ne vzleti in se ne vrne k meni. Ker ljudje, ki pridejo, so pravzaprav tako daleč v teh beganjih, ki jih prevevajo, pa po vseh nočnih morah, da imajo občutek, da morajo povedati to, kar jim leži na duši, ker drugače ne bo šlo. Bilo je kar nekaj primerov, ko sem bila pri starejših, ki, kot so takrat rekli, niso mogli ne umreti, ne živeti. In potem
sem ugotovila, da jim je ležalo na duši marsikaj, kar niso upali povedati župniku, ki jih je prišel obhajati, ker so se pač z njim poznali in so vedeli, da bi verjeten si mislil, Bog vedi kaj o njih, o njihovih potomcih in tako naprej. Meni so pa to zaupali, a ne, in potem so bili kot olajšani, se spomnim, marsikdaj me je kdo držal za roko in je rekel potem, zdaj pa lahko grem, ko sem to povedal. In večina teh zgodb je v tej prvi, drugi in tretji knjigi, kjer so še ljudje, ki so bili rojeni pred drugo svetovno vojno in so doživeli marsikaj. S tem, da imam jaz tudi nekaj zgodb teh, ki so jim rekli likvidatorji. Ja. Tudi oni so imeli zelo grozne travme, preden so zbrali njihovi potomci to korajže, da so jih pregovorili, da mi to povejo. Ker že od prvega dne, ko je bilo nekaj teh zgodb objavljenih v Naši ženi, se je to odprl svet, ne samo na tem gorenskem koncu, kjer so me ljudje poznali, ampak po vsej Sloveniji, v zamejstvu, celo iz tujine, ti zdomci oziroma izseljenci so me klicali. In ljudje, ki imajo kaj zapovedati, veste, oni komi čakajo, da to dajo iz sebe, ker se potem bolje počutijo. Pa ne samo svojih lastnih zgodb, velikokrat se je naredil, da so pripovedovali zgodbe o svojih sorodnikih, prijateljih, sosedih, na koncu sem pa ugotovila, da pravzaprav govorijo o sebi. A ne? Mogoče tukaj zelo pomembno to pri vaših knjigah, a ne, tukaj piše, vem, eno poglavje sem odprla, nosečnost in z njo povezane težave, eno poglavje, pred toliko in toliko leti, in potem piše, vi opišete, kaj se takrat dejansko dogajalo v tistih časih, da človek bolj razume, in potem tukaj piše Mira, Valerija, Slavka. Verjetno so ta imena izmišljena, ne piše zraven Janez Novak doma tam in tam, ravno zaradi tega, da ne bi s prstom kazali na koga. Ja, zaradi tega, da ne bi s prstom kazali na potomce. A veste, ker je lažje, če ti poveš svojo zgodbo pod izmišljenim imenom, kot pa da potem zlasti danes v času teh družabnih omrežij, ko te obgrizejo in slečejo do kosti, če bi vedeli, da je neka Franska Kovačeva mi povedala svojo zgodbo. Ker ljudje imajo eno izjemno grdo navado. Yeah. Ne dovolijo, da mi vi poveste svojo inačico, kako ste vi doživljali svoje življenje, svoje travme, svoje ljubezenske razočaranja. Ne, mislijo, zdaj je treba vprašati, če njihove življenjske sopotnike, pa je treba nas vprašati, sovaščane, sosede, mi smo tisti, ki bomo odločali, kaj je v njeni zgodbi res, kaj pa ne. Jaz tega ne dovolim. Vsak človek ima pravico, da pove to, kar o svojem življenju sam misli, kar se mu zdi, da je edino prav, kar je sam doživel, kar je sam videl, in se ne oziram na to, da želijo tudi drugi prstaviti svoj lonček. Ker mi imamo res to grdo navado, da bi o drugih ljudeh radi dodajali svoje mnenje, saj konec koncev tudi v Žireh, kjer jaz živim, že od nekdaj velja, da če želiš o sebi kaj izvedeti, pet k sosedu, pa ti je povedal še tisto, kar se ti ni naredila. Ne? Ampak to je nasplošno pri Slovencih. Kamorkoli greš, recimo jaz imam sogovornice, ki so živele v Avstraliji, v Ameriki, v Kanadi, na Novi Zelandiji, in je rekla, ena gospa je rekla, čudovit je, dokler ne pridem v stik s svojimi sonarodnjaki,
takrat pa oni odločajo o moji usodi. A ne? Torej, ne glede na to, tudi če se Slovenci preselimo kam drugam, Ohranjamo so še vedno tale navada, da vemo vse o sosedu in da moramo vse tako, vedeti. Ker mi smo danes, recimo, prav to me tudi preseneča, da izjemno radi segamo po literaturi, ko govori o tujih deželah, o navadah, kako živijo drugi ljudje, kako živijo Indijanci, kako živijo ta ljudožerska plemena tam nekje. Ko jih pa vprašaš, kako je živel njihov ded ali pa njihov stric, ja, tukaj se pa zablokira, a ne, ker to pa ni nobel, da ti raziskuješ svoje lastne korenine. Fajn je pa, da ti veš vse o vseh drugih, zanimaj se za svojo lastno zgodovino, lastno družino. Recimo, jaz imam v tej prvi knjigi imam veliko zgodb o svojih stricih, tetah in ne nazadnje so te zgodbe za mene osebno izjemno dragocene tudi zaradi tega, ker če mene ne bilo, jih nobeden ne bi zapisal. Ja. Mi si bomo zdaj privoščili malo glasbenega predaha, potem pa bomo spregovorili tudi o tem, kaj nas vse te zgodbe lahko naučijo o sedanjosti, oziroma kaj se moramo iz teh zgodb naučiti in kako bi lahko z njimi morda bolje živeli. Tokratna VIP gostja je Milena Miklavčič. Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič. Ja, res je in zelo smo počaščeni, da se je odzvala našemu vabilu. Avtorica cele serije knjig Ogenj, rit in kače niso za igrače. Tukaj so zbrana številna pričevanja ljudi o njihovih življenjih. Sicer tukaj bolj nakazuje na rit kače, igrače, bi človek mislil, da gre samo za neke... Špileraj, ja. Samo za spolnost in te prakse, ampak ne, tudi druge zgodbe so tukaj zbrane, a ne, Milena? Ja, seveda, ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Torontu, pri tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogenj je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dobro igrati. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah, in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba, in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. Jaz sem ga prvič slišala na Koroškem, ko ga mi je en prijatelj, duhovnik, povedal. No, potem sem ugotovila, da je o njem pisal tudi žirovski slikar Jože Peternelj Mauser, moj prijatelj, ki me je tudi poklical in je rekel, zakaj šla ti na Koroško, o tem sem že jaz pisal, pa nisem vedela. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekako bili mogoče malo bolj radovedni ali pa da so si bolj zapomnili, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekako dostojanstveno, pomirjeni sami seboj in tudi svojo vestjo. Tukaj imamo v rokah ravno drugi del te vaše zbirke. Babice, hčere in vnukinje je podnaslov. Zakaj je tako zelo pomembno, da zdaj, pač recimo ženska, če smo ravno pri ženskem rodu, zakaj je dobro, da ženska ve, kaj je doživljala njena mama in njena stara mama in njena prababica? Ja, zaradi tega, ker so se nam določene travme zapisale v naš genski zapis. In ker se določene stvari nezavedno prenašajo iz roda v rod. In to priča recimo tudi pregovor,
jabolko ne pade daleč od drevesa. To pomeni, če je bil ded nasilnež pa pijanec, je verjetno tudi njegova hči izbrala kakšnega podobnega in hči od te mame enako. To pomeni, da v tej knjigi je pa prav razdeljen na tri sklope zgodbe babic, njihovih hčera in vnukinj, da se vidi, kako se tri generacije v isti družini spopadajo s povsem enakimi težavami, ker če bi se med seboj pogovorile, če bi vedele, zakaj je imela babica 5 nezakonskih otrok in zakaj jih ima kar nenadoma 2 nezakonska otroka, tudi njena vnukinja, bi lahko morda ta prenos te miselnosti prerezali in zaživeli malo drugače. Veste, ker te travme, ki jih imamo, zlasti Slovenci, ki smo bolj vase zaprti, ki se ne radi pogovarjamo že znotraj družine, ki se ne radi odpiramo tudi v družbi, v kateri živimo, ko bilo vse drugače, bi se ljudje pogovarjali med seboj. In vse to je vidno v tej knjigi, ki včasih, ko pridem na kakšno srednjo šolo, in je prav zanimivo, mi kdaj rečejo te gospe, ki me povabijo, pa dobro pazite, kaj boste razlagali našim dijakom, ker oni njim je skrb šola in ni treba, da se poglabljajo v take stvari. Napaka. Otroci danes, ker imajo pametne telefone, že pri 10 letih ali pa še prej gledajo na telefonih pornografijo. Tukaj not je pa življenje in tukaj noter ni, bom rekla, grdih opisov. Tukaj noter pokaže, kako so živeli otroci, kako so živeli hlapci, dekle, westerne, dejstva. Tukaj pokaže življenje kot takšno, ker če mladi danes ne poznajo teh zgodb, je nemogoče pričakovati, da se bojo v življenju znašli. To je enako kot hiša brez temeljev. Ne moreš ti pričakovati, da bo preživela vse viharje in tako naprej. Kako pa je v bistvu z odnosi? Glede na to, da govorimo o otrocih, pa govorimo o preteklosti, ali so odnosi med ljudmi danes boljši, slabši ali samo pač drugačni? Podobni. Poglejte, bom povedal en primer. Leta 1908 je Škof Jeglič, ki je za mene osebno eden prvi, ki se je zavzemal za ženske, oziroma temu bi rekli, ki je en pobudnik feminizma, katerega smo danes zakoračili, izdal eno tako brošuro, v kateri je napisal napotke moškim, ki so imeli spolnost za svojo pravico. Za žensko je bila pa dolžnost, da ne bojo malo bolj nežni do svojih žensk in da so dovoljeni spolni odnosi tudi potem, ko ženska ni več v rodnem obdobju, in so ga takratni liberalci obdolžili, da je pornograf. Popolnoma enake besede sem slišala leta 2014, ko sem izdala tole prvo knjigo, da pišem pornografijo. To pomeni, da se v 100 letih miselnost Slovencev ni spremenila. In če pogledate te sovražne komentarje na različnih družabnih omrežjih, isto pišejo, da ni sram, ko piše o teh stvareh, sramota, fuj, packa, nemarna, namesto, da bi se ljudje usedali, in se pogovarjali, ker je danes recimo veliko mladih, ko jaz odgovarjam tudi na eno rubriko, kjer sprašujem vse sorta o teh napotkih, ki jih potrebuje za življenje. In recimo, če mlada ženska sprašuje, kako naj razloži svojemu možu, kje jo naj poboža, da mene sprašuje, namesto da se pogovorila s svojim možem. A si vi predstavljate? Za zjokat?
Ja, v nadaljevanju prav v tem, ali je to res značilnost samo za Slovence, da se ne znamo pogovarjati, ali imamo sam Slovenci to, da se znamo kregati za vsakšno pet zemlje, ali imajo to tudi drugi, v vsem temu nadaljevanju z Miljano Miklavčič. Tokratna VIP gostja je Milena Miklavčič. Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič. Takole še vedno v naši družbi Milena Miklavčič in še vedno se pogovarjamo ne samo o knjigah, ki jih je napisala, predvsem teh z takšnim malo bolj dramatičnim naslovom, bi lahko rekli, ampak tudi o njenih izkušnjah in o tem, kaj se je mogoče čez vse to, čez vseh teh 1000 in več zgodb tudi naučila. No, jaz sem prej izpostavila vprašanje, a smo res samo Slovenci taki, da se znamo skregati za vsakšno pet zemlje in a smo res samo mi taki, da se ne znamo pogovarjati, a drugi narodi niso takšni. Ja, jaz mislim, da ta evropska klima, tam, kjer je bila Marija Terezija, pa Germani in tako naprej, da smo si potem zelo podobni. Zanimivo je, ko je išla moja prva knjiga, je prijateljica, ki predava v Švici na eni fakulteti, rekla, da je nemogoče, da bi Švica izdala in tolerirala tako literaturo. To so njene besede, ne moje. Je pa precej drugače, ko prideš v Italijo ali pa v Francijo, tam, kjer so ljudje že itak, da se raje dotikajo, bom rekla tako bolj vidno, tam, kjer te ljudje objamejo, ko prideš, kjer so brž prijatelji s teboj, tam se raje pogovarjajo. Pri nas je pa tako, da ti še roko komi dajo in recimo, tudi jaz sem bila taka, včasih je bila tukaj ena gospa, v kateri sem tudi posebno knjigo napisala, gospa Ljerka, s Kongresnega trga, ko me je prvič, sem bila pri njej objela, sem stala kot lesen hlod, ker me nobeden ni tega naučil. A ne roko, ja, ampak tako objet, pa ne. No in tega sem se navadila in zdaj se strašno rada objemam, a ne, zato ko vidiš, kako tudi ljudem to paša, a ne, pa kako se malo nasmeješ, pa kako, da znaš stvari, ki ti kdo zaupa, zase obdržati, da včasih tega človeka morda tudi pokličeš, da rečeš kakšno lepo besedo. In pri nas v Žireh imamo en tak fajn izraz, da možujemo. Ko se dobimo, eni krmlajo, klepetajo, ampak ko možuješ, to govoriš o stvarih, ki niso lik za vsaka ušesa. Ne? In tudi veliko hodim peš, zmeri pride kdo v mojo družino in se potem pogovarjamo, možujemo, kakšno rečemo, pa da se znaš tudi zasmejati, pa da znaš tudi o sebi kaj povedati. A ne? In sploh je pa najbolj pomembno to, veste, da znaš poslušati. A ne? Ker bi se pogovarjali, ampak tako, da imaš ti prvo, zadnjo in edino besedo. A ne? Mora znati poslušati in mora znati poslušati tudi doma, začneš trenirati pri lastnih otrocih, pa pri vnukih, kjer zlepa ne priješ do besede, a ne? Tudi partnerja bi zlasti ženske, sodobne ženske, ne raj utišale, rihtale, a ne lezi v stani. To ne gre, ti se moraš pogovarjati, a ne? Ti moraš kaj dobrega skuhati in ob mojih obiskovalcih zmeri kaj dobrega skuham, kaj dobrega spečem, ker ljubezen gre skozi želodec, hočemo ali pa ne, a ne? In skozi to se ljudje tudi raje odpirajo. Potem, a ne? A je to, kar bi vi po vseh teh zgodbah, ki ste jih že zapisali in slišali, to, kar bi priporočali Slovencem, da se malo uzdravimo, da bo naša duša bolj mirna, bolj vesela, zdaj na veseljaku moramo to zdaj razložiti. Kako bi te veseljakove duše res postale vesele? Jaz bi tako predlagala, da imamo en dan posta od teh elektronskih naprav, od telefona do interneta in da se dobimo s prijatelji, s prijateljcem, da gremo nekam v naravo, zdaj, ko je pač tak letni čas, in da se družimo, pa da si pripovedujemo zgodbe. Ker, tako kot sem rekla na začetku, dokler si pripovedujemo zgodbe, smo živi. Ko zgodb ne govorimo več, smo mrtvi.
mi in tisti, o kateri govorimo. In če v tako družino tudi mene povabite, jaz z veseljem pridem. Tudi zaradi tega, ker pač ne znam biti tih in ko drugi mogoče umolknejo, že najdem ta prav gumb, na katerega pritisnem, da potem ljudje, marsikje v Sloveniji se je to že naredili, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne? Ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce. Ker če tega ne bi naredili, Bog pomagi nam. Jaz sem tamle pri tretji knjigi, tam zelena, ko je na platnici, je birmanski venček od moje tete. Ko so mi tisti, ki so nazadnje skrbeli zano, dali eno škatlo njenih zapiskov, sanskih knjig, in med njimi je bil tudi ta venček, ki je, verjemite, zame osebno največja dragocenost, ki jo imam v svoji delovni sobi. Pa bi kdo rekel, ma daj vrst stran to šaro. Ampak tudi, če ohranjate pisma svojih prednikov, dajte spraviti, ker v teh pismih to je toliko lepote, romantike, čez hribe in doline ti roko podam, najraje na svetu iz tebe imam. Meni gre še danes lase po konc, ko berem ta pisma, ko niso na pol pismeni SMS-i, veste. In dajte to, ljudje božji, to narediti, a veste, in če boste zraven to še zapisali, potem boste za svoje vnuke, ki jih imate najraje na svetu, ali pa za otroke, sinove in hčere, naredili največ, kar lahko. Ko bojo oni v tistih zrelih letih, ko se bojo začeli ozirati čez ramo, čak mal, zakvaj pa moj otrok čist po stricu, kakšen je bil pa stric. In jim bojo te zgodbe služile kot eno opora, da se bojo lažje znašli v življenju. Draga Milena, hvala lepa, da ste vse te zgodbe, ki ste jih izvedli kot zelo radovedna, ne pa kot firpčna, poslušali, dobro poslušali in tudi natančno zapisali, da jih lahko zdaj vsi prebiramo. Hvala za vaše lepe misli. Knjige bomo z veseljem prebrali vse, kolikor jih še nismo, se bomo kdaj tudi dobili in vse pogovorili, na koncu pa še eno zapeli in zavriskali in zaplesali. Hvala, Milena, ker to niste zadržali zase, ampak ste dali med ljudi, med Slovence, za katere so ti zapisi res zelo pomembni. Hvala lepa. Najlepša hvala za obisk, pa se veselimo tudi 6. knjige po vrsti. Hvala. Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.